Ljudstvo šerp živi na enem najbolj odročnih in najbolj divjih območij na Zemlji, pod mogočnimi 8000-čaki, kot so Mount Everest, Lhotse, Makalu in pa drugi. Kljub temu, da je to območje turistično vedno bolj obiskano, pa šerpe vsaj delno še vedno ohranjajo tradicionalni način življenja, ki je poln ročnega dela, nožnega transporta, spoštovanja okoliških svetih gora in nenazadnje navezanosti na budistično vero in simboliko. Ko omenim državo Nepal, nam verjetno na misel pride najprej najvišja gora na svetu, Mount Everest. Kaj pa je za to državo še značilno? Ja, poleg visokih hribov, se pravi najvišjih vrhov sveta, so značilni, jaz bi rekel, prijazni ljudje. To za mene je tak prvi vtis iz Nepala, res dejansko prijazni ljudje. Potem pa tudi džungla, sečem tudi rižota in druge zadeve. Skratka, en svet nasproti, se pravi po eni strani sneg, led, večna zima, po drugi strani večno poletje. Vmes pa prijazni ljudje. No in ravno na tem območju živi tudi ljudstvo šerp. Velikokrat imamo narobno predstavo, da so to le višinski nosači, mar ne? Točno tako. Namreč, nažalost je prišlo ime šerpa kot naroda, kot ljudstva, kot postalo sinonim za višinske nosače. Samo to dejansko ni res, ne. Višinski nosači so lahko tudi druga plemena, kaj Sentamang, Gurung in podobni, medtem ko šerpe so pa res samo ljudstvo, od tistih svojih 150–160 tisoč, kar jih živi v Nepalu, pa v Darjeelingu, pa na Tibetu, ne. In sami pravijo, da so oni šerpe, da niso samo višinski nosači in celo nam zamerijo, če jih enačimo z višinskimi nosači. To pa zaradi tega, ker šerpe so znane po svoji vztrajnosti, po svojem dobrem vedenju, po prijaznosti, skratka po zanesljivosti, medtem ko pa ostali višinski nosači pa ni vedno tako. In tisti višinski nosači, ki niso bili šerpe, so včasih delali metal šerpe, te prave šerpe, v slabo luč in zato zamerijo, če rečemo kot višinski nosači šerpe kot sinonim. Odkot pa to ljudstvo šerp pravzaprav izvira? Ja, po podatkih, ki so v meni dostopni, pa tudi po njihovem, skratka šerpa pomeni vzhodno ljudstvo, skratka narod, ki je prišel nekaj od vzhoda. In naj bi prišli iz Tibeta, skratka iz pokrajine Tibet, Sičuana, mogoče so tam blizu Sičuana, čeprav to je že na Kitajskem, z tega konca, zato vzhodno ljudstvo, in naj bi se naselili predvsem pokrajino Solo in Kumbu. Čeprav živijo tudi nekje v Darjeelingu, skratka v Sikimu, tudi nekje pa tudi v Tibetu. Po veroizpovedi so budisti, njihov najbolj znan samostan pa je Tjamboče, ki se nahaja na 3700 metrih. Zdaj, Tjamboče je res samostan, njihov sveti kraj, ki je prekleki po gori Novega, leži pod vznožju pod Amadablamom, njihovo sveto goro. In seveda, v samem samostanu poteka življenje kot menihi, pač molijo, delajo, ukvarjajo se tudi nekim vzgojem s podobnimi zadevami. Medtem, ko po okolici samostana je pa v glavnem turistično zanimivo. So tudi tele lodži, prihajajo turisti, si ogledujejo eno in drugo zadevo, tako da je življenje pestro in zanimivo. Je pa res, da je to njihov nekak duhovni center, bi temu lahko rekli, čeprav bi lahko imeli tudi Rongbuk pa druge zadeve, ali so že v Tibetu. Medtem, ko pa ekonomski center je pa predvsem Namche bazar. Bazar pomeni trg. Jaz mi poznamo bazar že iz naših včasih južnih bratov, bazar, trg in tukaj dejansko trgovsko središče, tukaj prirejajo tržnice, tukaj prodajajo, kupujejo, skratka tukaj se dogaja ta njihov ekonomski del življenja. Šerpe živijo res na območju, kjer so zelo težke razmere za življenje, če drugo ne že velike nadmorske višine. Kako pravzaprav izgleda njihovo življenje? Zdaj takole, res ta večina šerp živi na teh območjih, čeprav se jih je zelo veliko tudi preselilo niže. In zdaj te, ki živijo niže, tudi v Deliju, tudi v Katmanduju, tudi v Singapurju in drugod, pač pomagajo tem ljudem, ki so ostali doma. Za njihovo življenje je pa tako, kot je bilo pri nas pred stoletji. Skratka, res težko življenje v naravi, ki je, ne bo rekel kruta, ampak pač taka, kakšna je, kratka poletja, ostre mrzle zime, Njihovo življenje predvsem, ko bi rekel, kmetijsko, poljedelsko, živinorejsko. Se pravi, pridelujejo krompir, pridelujejo ajdo, pridelujejo tudi malo koruze, čeprav više gor tega ni več, in predvsem se pa ukvarjajo s pašništvom. Skratka, imajo jake zobkije, skratka živino, ki jo poleti ženejo na višinske pašnike, tam 4 do 5 tisoč visok. Ko pa pade sneg, jih pa ženejo nižji dol, tudi na 3000 ali celo nižji, tako da pač preživijo zemlje. Skratka, rekel bi, da je življenje precej težko, vsaj z naše poglede. Zanimiva je ta povezava med šerpami in jaki. Kakšno vlogo imajo pravzaprav jaki za šerpe?
Vojaki imajo za šerpe podobno vlogo, kot so včasih imeli pri nas govedo. Ne? Recimo, spet rečem na Hrvate, pravijo blago, ne? Blago, to je zadeva, ki pomeni neko bogatstvo. In več ima nek šerpa, nek lesnik, jako bolj je bogat, bolje, pravzaprav to bogatstvo pa pomeni, da je bolj varen, da ima več možnosti za preživetje, več ima jako, več ima tega. Ne? In to je njihova glavna povezava. In to jih pač tudi povezuje tudi z ostalimi ljudmi, ki živijo s svojimi sorodniki, recimo v Tibetu, pa tudi z drugimi, ki imajo te živali. Večina šerp še vedno živi na tradicionalni način, vendar velik obisk zahodnih turistov, alpinistov, ta način življenja počasi spreminja. Kako? Ja, to je zdaj problem, bi rekel, namreč res živi na tradicionalni način, pač z tistimi razmerami, kakor jih gor imajo. Ne? Medtem, ko pa alpinisti, turisti, vsi tisti prišli, ki prihajajo, pa jim prinašajo nov način življenja, prinašajo nove možnosti za boljše življenje. In seveda, kdo od ljudi ne bi hotel boljše živeti, tako tudi te šerpe normalno. Ne? Problem, ki ga jaz pravzaprav vidim pri tem spreminjanju življenja, je predvsem alkoholizem. Namreč veliko ljudi začne potem piti, potem se začnejo mogoče s kakšne stvari malo manj resno ukvarjati, kot so se prej ukvarjali, in mislijo, da jo malo lažje zaslužili s turisti. To je recimo tisto, ki bi lahko mečkim ogrozili njihov način življenja. Drugače pa prinaša to turisti več denarja, večjo blaginjo, možnost dostopa do zdravnika in podobnih zadev. Tako da oni znajo te stvari zelo dobro tudi izkoristiti. Kakšna dela pa šerpe upravljajo za razne trekinge, za ekspedicije in mogoče kakšne so upravljali nekdaj? Zdaj takole, včasih so bili šerpe predvsem res dejansko višinski nosači, deloma tudi vodniki po tistih področjih dostopa, recimo od teh vasi čez planine, ki so pasali do samih sten, do samih vrhov. Ne? No, danes pa šerpe kot take niso samo višinski nosači, so tudi vodniki, so tudi organizatorji trekingov, organizatorji določenih odprav. Recimo konkretno v Kumbuju, čez ta ledeni slap na Everest, oni postavljajo leste, oni napenjujejo vrvi. In jaz sem prepričan, ker je tudi prav, da v kratkem bojo tudi oni vodili komercialne odprave in da bojo dobili smetano denarja, ki ga zaenkrat pobirajo še tujci. Z deželo šerp, kot je to območje poimenoval Aleš Kunavar oziroma šerpami, si močno povezan tudi ti in pa tudi ostali slovenski alpinisti in ostali Slovenci. Ja, seveda, namreč odkar smo začeli hoditi v Himalajo, so bile šerpe naš sestavni del, naši osnovni pomočniki. To je spoznal tudi Aleš Kunavar, ki je spoznal še nekaj drugega. Namreč, da te šerpe, ki so drugače kondicijsko zelo dobro pripravljeni, ki so zvesti, ki so delavni, v redu nimajo dovolj tehničnega znanja, da bi v hribih preživeli, oziroma da bi tudi dovolj dobro pomagali odpravam. Zato je 79. leta ustanovil šolo, takrat je bilo v Manangu, se še zmeraj rečemo, da je v Manangu, kjer naj bi šerpe, pa tudi ostali Nepalci, ki jih to zanima, pridobili to osnovno alpinistično znanje, da bi varneje hodili tja gor. Tako da to je naša povezava. In tudi mi to nadaljujemo še vedno in upamo, da bomo še nekaj časa jim lahko pomagali in na nek način vračali tudi tisto, kar oni na odpravah dajo. Se pa ravno potem vidi, da so izredno pozitivni ljudje, nasmejani ljudje. Kljub temu, da nosijo taka bremena, v bistvu se skoraj vedno smijo. To je res, namreč oni jemljajo življenje res iz te pozitivne zadeve, z pozitivne strani. Skratka, poskušajo v življenju najti res tisto, kar je dobro in tisto, kar je slabo, pač nekako preideti, premagati. In to tudi vpliva dostikrat na nas. Skratka, njihova pozitivna usmerjenost, tudi življenje reče drugače. Drugače ga jemljajo, skratka, jemljajo res kot nek dar, kot nekaj takega, ki je treba izkoristiti v dobro sebe in tudi v dobro drugim, ne samo za sebe, ampak tudi za druge. Zakaj pravzaprav se zdaj o šerpah pogovarjajo ravno tukaj na Veliki planini? A so kakšne povezave? Ja, to je bil moj predlog zaradi tega, ker smo imeli tukaj gosta iz Nepala, Dagombu Šerpa. In je bil en dan na Veliki planini in je rekel, da se tukaj počuti popolnoma tako, kot da je bil doma. Prav enako vzdušje, enaka energija, skoraj enaka pokrajina, enaki hribi vzadej, vsaka, kot da bi bil v Nepalu. Edina razlika je to bila, da imamo tukaj toliko teh lesenih koč, tam jih pa nima, tam imamo nekaj drugačno arhitekturo. To je res in tudi jaz včasih, ko sem tukaj na Veliki planini dostikrat, imam popolnoma enak občutek, kot da bi bil v Nepalu. Tako da tisti, ki hočejo majčkeno Nepala, pa majhne teh stvari doživeti, nekaj pridejo na Veliko planino. In če se majčkeno zamislili, bodo lahko doživeli delček Nepala tudi v Sloveniji.